Se pravi, se da tudi ljudje, ki so po 50. lahko resetirajo stvari. Po 50. se še vse da. Isto kot po 40., isto kot po 30. To so samo številke. Sem, bom rekel, aktiven, še vedno imam ideje, še vedno imam izzive, še vedno gledam življenje kot pri 20 letih ali pa bom rekel bolj pri 30. Še vedno imam voljo po ustvarjanju, še vedno imam voljo po, ne vem, nekih dosežkih, športnih dosežkih, kakršnikoli. Še vedno sem mladosten. Ne glede na to, da sem preživel, bom rekel, kar nekaj sorazmerno hudih bolezni, sem se vedno, bom rekel, postavil na noge, pa še na boljši način, še na bolj intenziven način začel živeti. No, zdaj je 8 let od tega in ravno sem bil na pregledu in je vse BP. Nisem spreminjal načina življenja zato, ker spremeniti način življenja pa se delati bogega sam sebi pa okolici je brez veze. Zdaj, ali se greš življenje naprej tako, kot si ga imel, ali pa počasi hiraš. Jaz sem se pač odločil, takrat so še bili otroci majhni, treba jih je preživeti, treba jih je spraviti do kruha in je bila moja odločitev, sam gremo naprej. Služba mi paše, to, kar delam, pač uživam v tem, v življenju, v tem, ki ga imam zdaj, res uživam. In če človek uživa življenje, mu tudi, bom rekel, bolezen ne pride zraven. Jaz sem si s tem, ko sem uredil misli, uredil življenje, se umaknil stresu, naredil eno tako zelo veliko uslugo sam sebi. In zdaj na zadnjem pregledu pravim, je celo kardiolog rekel, da po svoje sem kar malo čudež, no, da sem po 3, pa da sem še toliko fit in da se mi v bistvu sploh ne pozna, da bi kdajkoli kaj se mi zgodilo na srcu. A da sem v bistvu čisto zadovoljen s tem, kakršen sem. Pravim, takrat sem fejst razmišljal o družini, o otrocih, o tem in ne se smiliti sam sebi. Jaz bom vsem rekel, karkoli se ti zgodi, sploh če si tak mlad kot ti, Bog ne daj, da se kaj zgodi, ampak če se ne razmišljaj o sebi, razmišljaj tudi o drugih. Tvojih res najbližjih in tvojih najbolj ljubljenih. In če tako razmišljaš, pol je bolezen samo en del tvojega življenja. To pa drugi, ko pa se zakopljajo v bolečino, v jado, ne vem, utrpljenje, kak je sam Bog in ne vem kaj, na koncu pa se veš, rezultat je lahko drugačen kot pri meni. Ja, pravijo, vsak je svoje sreče kovač, ne.